Ja, v življenju je tako, da se nam zmeri uresniči tisto, kar si želimo, ne? Če pošljemo neko misel v vesolje. In jaz se spomnim, da sem si želel oblikovati tudi kakšno knjigo kdaj, ne? Pač oblikujem raznovrstne materiale. To je za Cankar na maturi, se pravi neka zbirka knjig za dijake. Preden smo začeli tole snemati, sem v bistvu dokončal tale logotip za en projekt Naj pesem. Sem izbral en font, ki se mi je zdel zelo zanimiv in sem opazil, da črka S izgleda dejansko kot nek zvitek papirja in izgleda, kot da je neka pesem napisana na papir. Skrbim tudi za kataloge, za razne reklamne materiale. Hkrati sem pa imel priložnost oblikovati recimo tudi prav celo zbirko. Projekt klasične beletrine je bil res poseben izziv, zelo obsežen. Se pravi, smo vnaprej naredili že 25 naslovnic za 5 let vnaprej. Vsako leto bo izšlo 5 knjig. Bil je pa pač koncept, da gre za knjige, ki so oblečene v platno in imamo potem enobarvni tisk na to platno oziroma tekstil. Tukaj imam pa ene primere, ko smo testirali barve in kako se obnaša ta tiskarska tehnika na tem tekstilu. Zmeraj, ko pride knjiga iz tiska, si malo v tistem pričakovanju, ne, a si slučajno kaj zafrknil, a je vse tako, kot mora biti, a je knjiga lepo izpadla. No, sploh me je zanimalo, kako bojo izpadle te knjige od klasične beletrine, kjer smo imeli dejansko za vsako knjigo svojo barvo platnice, svojo barvo tiska, potem še trakca. Ja, se mi zdi, da knjiga je tak medij, ki ostane in tudi, ko greš mimo knjigarne in vidiš v izložbi knjigo, ki si jo ti oblikoval, je en tak prijeten občutek. Knjiga je pač res taka kulturna vrednota, ima neko vrednost tudi za naprej, ne. Rad oblikujem knjige.